Svetovanje je ena ključnih podpornih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, ki prispeva k vključenosti v vseživljenjsko učenje, dvigu izobrazbe, boljši zaposljivosti in boljšemu življenju, tako na ravni posameznika kot države. Zato podpira tudi uresničevanje strateških ciljev na področju izobraževanja, zapisanih v resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030. Na Andragoškem centru Slovenije svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih sistematično razvijamo že 25 let. Po enotnem konceptu smo do leta 2017 vzpostavili mrežo 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, krajše središč ISIO. Zakon o izobraževanju odraslih iz leta 2018 svetovalno dejavnost opredeljuje kot eno od dejavnosti javne službe. Ta je namenjena vsem odraslim v lokalnem oziroma regionalnem okolju, v katerem delujejo izvajalske organizacije. Dejavnost financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vsebina svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in pogoji za izvajanje pa so opredeljeni v smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. V letu 2021 pa smo vsled dobrih rezultatov zagotavljanja svetovalne podpore odraslim pred, med in po izobraževanju in učenju ter podprti z novim zakonom o izobraževanju odraslih svetovalno dejavnost po enotnem konceptu razširili na vseh 35 javnih izobraževalnih organizacij za odrasle. Na ljudskih univerzah, ki so izobraževalne organizacije z najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru. Vključenih je več kot 150 strokovnih delavcev, ki s polnim ali delom časa delujejo kot svetovalci v izobraževanju odraslih. Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je za Andragoški center pomembna tudi kot podpora drugim aktivnostim v izobraževanju odraslih, še posebej pri vključevanju ranljivih skupin odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za dvig temeljnih kompetenc, pa tudi pri ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja. Pri razvoju in nadgrajevanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih smo se in se tudi danes povezujemo z drugimi svetovalnimi omrežji v slovenskem prostoru. Med drugim sodelujemo v nacionalni strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo. Sodelujemo tudi v mednarodnih aktivnostih ter prinašamo novosti iz primerov dobrih praks v slovenski prostor oziroma z našimi izkušnjami vplivamo na razvoj v drugih državah. Svetovalke in svetovalci odrasle informirajo, motivirajo in jim svetujejo o tem, kako začeti ali nadaljevati izobraževanje, kako se vključiti v različne tečaje in druge oblike učenja. Pomagajo z nasveti, kako si organizirati učenje in postaviti cilje. Kadar se odrasli soočijo z učnimi težavami ali drugimi ovirami, jih podprejo pri odpravljanju ali obvladovanju le-teh. Pomagajo jim razmisliti o svoji nadaljnji izobraževalni poti in drugo. Svetujejo pa tudi o kariernih možnostih, kako s pomočjo znanja napredovati na delovnem mestu, najti ali zamenjati zaposlitev. Odrasli se na svetovalke in svetovalce lahko obrnejo tudi, kadar jih zanima, kako jim lahko že pridobljeno znanje koristi pri izobraževanju, osebnem ali kariernem razvoju. Svetovalec odraslega vodi pri ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti ter mu pomaga to znanje predstaviti na način, da postane vidno. S pomočjo portfolija, različnih samoevalvacijskih vprašalnikov ali drugih pripomočkov in orodij, ki jih uporablja v svetovalnem procesu. Kadar odrasli želi ali potrebuje formalno potrdilo o svojih znanjih, ga svetovalec usmeri v ustrezne uradne postopke za pridobitev certifikatov ali drugih potrdil. Odraslim, ki jim tradicionalne oblike učenja iz kateregakoli razloga ne ustrezajo ali niso dostopne, svetovalke in svetovalci pomagajo pri samostojnem učenju. V središčih za samostojno učenje in na spletnem portalu za samostojno učenje so na voljo različne učne vsebine, viri in gradivo prilagojeni učenju odraslim. Ti poleg vsebine pri samostojnem učenju sami izbirajo tudi čas, kraj in tempo učenja. Svetovalke in svetovalci jim ob tem nudijo strokovno podporo skozi celoten proces učenja in sicer na način, da ga odrasli lahko prilagajajo svojemu ritmu, potrebam, že obstoječemu znanju, spretnostim in interesom, tako v živo kot nadaljavo. Svetovalna dejavnost je za odrasle v našem okolju ključnega pomena za večjo dostopnost in vključenost v vseživljenjsko učenje.
Prav to, da je svetovalna dejavnost organizirana kot javna služba, pomeni za lokalno okolje, da je dostopna in brezplačna za vse odrasle. Pri tem ne prispeva le k razvoju posameznikov, ampak tudi regije. Organizacije, ki svetovalno dejavnost izvajamo kot javno službo, imamo vzpostavljen strateški svet, lokalno oziroma regionalno partnersko mrežo, v kateri so združeni predstavniki izobraževalnih in drugih organizacij, ki delajo z odraslimi. Skupaj identificiramo potrebe v regiji in oblikujemo strategije, s katerimi želimo skozi izobraževanje in učenje izboljšati položaj odraslih. Za ljudske univerze in svetovalke ter svetovalce javna služba pomeni stabilnost in stalnost delovanja, možnost dolgoročnega načrtovanja aktivnosti in vlaganja v strokovne sodelavce. To pa odraslim prinaša kakovostnejše storitve. Za odrasle pa je svetovalna dejavnost kot javna služba pomembna, ker to pomeni, da je zanje svetovanje brezplačno in dostopno, bodisi osebno v njihovi bližini, bodisi po telefonu, elektronski pošti ali na daljavo. Odrasle dosegamo tudi s terenskim delom, ki ga izvajamo na različne načine. Svetovalci so pogosto prisotni na najrazličnejših lokalnih dogodkih in drugih javnih prostorih. Na Andragoškem centru Slovenije prihodnost razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih vidimo v nadaljnjem sodelovanju s svetovalci ter tudi z odraslimi. Strokovnost svetovalk in svetovalcev je pomemben dejavnik celostnega in kakovostnega svetovanja. To potrjujejo tudi številne uspešne zgodbe odraslih, ki so izkoristili možnosti svetovanja. V podporo delu svetovalk in svetovalcev bomo še naprej razvijali strokovna gradiva, svetovalna orodja in pripomočke, spremljali in zagotavljali kakovost ter skrbeli za njihov profesionalni in karierni razvoj. Skrbeli bomo za promocijo in ozaveščanje na nacionalni ravni ter sodelovali tudi v evropskem prostoru.